Ideja, da bi napisala knjigo o spoprijemanju s perfekcionizmom, se je pojavila leta 2019 na Krku, kar ni bilo naključje. Že v otroštvu sem bila najbolj v stiku s sabo, kadar sem sedela na skalah ob morju. Tistega septembra pa sem bila po dolgem času povezana z otrokom v sebi, saj sem bila prvič na dopustu z Vasjem in najino hčerko. Ob njej sem obudila otroško, spontano, igrivo plat, zato sem zaslutila, da me moj način življenja, ki je prežet s perfekcionizmom, obremenjuje. Kajti v njem namesto igre prevladuje delo, namesto hvaležnosti obsojanje in namesto ljubezni sovraštvo do sebe. Toda kmalu po vrnitvi s Krka, ko sem trčila ob stvarnost, sem misel na pisanje opustila, ker sem presodila, da je nezaslišano in samovšečno napisati kar 2 knjigi o sebi, in to še preden bi dopolnila 40 let. Koga bo sploh zanimalo tvoje življenje in tvoje občutki, me je opozoril moj neusmiljeni notranji kritik. Zato sem se po izteku porodniškega dopusta raje posvetila novinarskemu delu in se skozi intervjuje poglabljala v tuje notranje svetove. A vsake toliko se je v meni oglasil glas, ki je želel izpovedati izkušnjo s perfekcionizmom. In ker sem ob svoji deklici in Vasju vse pogosteje zmogla brez obsojanja pogledati v svoje srce, sem mu znala pozorno prisluhniti. Tako sem sčasoma zlijala samo sebe na papir in spoznavala svojo temo, svetlobo, odnose, bolečino, radost, strahove, sram, krivdo, sovraštvo, ljubezen, obup, navdih. Ko sem svoja čustva ubesedila, sem se lažje spoprijela z njimi. Zaradi poguma, ki sem ga potrebovala, da bi lahko izrazila vse to, te knjige ni napisal moj strah. Ta mi je pregovarjal, naj tega ne počnem, temveč moj pristni, ranljivi jaz. Z iskrenostjo sem pretrgala nekatere stare vozle in zaživela kot oseba sama zase. Ne več izključno kot žena, mati, hči, sestra, prijateljica, novinarka in gospodinja. Kadar me je vase posrkal tok misli, sem prenehala biti ženska, kakršno si drugi želijo, da bi bila. Bila sem jaz.